Evo, takole, jaz vas vse najprej lepo pozdravljam. Začeli smo tudi, to bomo naredili posnetek, tako da se bojo slišale stvari, a ne, če boste mogoče kaj ne boste slišali ali pa kaj, boste lahko ali kasneje preposlušali, še enkrat pregledali, ne. Torej, najprej bi vas vse lepo pozdravila, pa vam zaželela eno uspešno 2018. Naj bo to leto onkraj vsega, kar ste si kadarkoli predstavljali, da je mogoče. In energije so se spremenile 1.1. prav neverjetno, tako da jaz se samo sprašujem, kaj je še mogoče. Okej, jaz bi prosila tiste, ko imate kaj, ko kaj delate zraven ali pa ko imate mogoče glasno ozadje, da si izklopite mikrofonček, oziroma vam ga bom jaz, pa če boste imeli kakršnakoli vprašanja, prosim se pa nazaj vklopite, tako da bomo imeli lep posnetek, a ne. Drugače pa malo. Evo, takole. Bom jaz kar tako naredila. Evo, tako. Drugače pa, jaz bom tako, danes imam pripravljeno eno prezentacijo. Jaz običajno ne govorim po prezentaciji, ampak sem se odločila za danes, da naredim nekako na drugačen način. Mogoče pač, da bo vam nekoliko lažje, zato ker jaz drugače ful veliko govorim, pa ful enih informacij, tako da bomo videli, no, kako bo šlo, ampak dajte, prosim, če imate kakršnokoli vprašanje glede tega, kar bom govorila, dajte me prosim vprašati, dajte se vklopiti noter, si tukaj v spodnjem levem kotu imate mikrofonček, a ne, si ga dajte vklopiti in vprašajte, oziroma tukaj imate tudi od spodaj, če pogledate to pasico, od spodaj imate en tak balonček, kjer piše chat. In lahko napišete tudi noter v chat, kak komentar ali pa mogoče kakršnokoli vprašanje, pa bom jaz med samo to predstavitvijo pregledala tudi te stvari v chatu, če bo karkoli, a ne, in bom naslovila in odgovorila na vaše vprašanje. In prosim, sprašujte, zato ker ni takšne stvari, kot je neumno vprašanje, ampak je vsako vprašanje več kot dobrodošlo, ker namreč eno vprašanje, ki ga lahko vi zastavite, bo lahko prispevek še marsikomu drugemu, ki mogoče niti ne ve, da ima to vprašanje, pa ko boste vi to vprašali, se bom spomnil, saj imam tudi to vprašanje, ne. In na ta način, da bom odgovorila sam vam, ne bom odgovorila sam naslovila vašega vprašanja, ampak še dejansko bo to naslovilo tudi vprašanje od kogarkoli, od nekoga drugega, ne. Ekola. Pa bom zdaj kar takole začela, da bom z vami delila moj zaslon. Takole. Pa tako. Vidite zaslon? Okej, super, hvala, Srečko. Evo, pa lahko začnemo. Torej, kaj je pravzaprav sploh access consciousness, ne? Če bi to v slovenščino prevedli, samo ime access consciousness pomeni dostop do zavesti. In to je tudi pač podjetje s tem imenom, a ne, ki ponuja pač te stvari, o katerih bomo danes govorili. Torej, je pa sam access consciousness dejansko naslavlja skupek tehnik, telesnih in verbalnih procesov, ki vam omogočajo dostop do zavesti. Torej, osnova vsega so access barsi. Vsako od teh stvari bomo tudi malo kasneje, pač malo več, bom o tem več povedala, bom bolj naslovila, ne. Potem tukaj so pa še tudi accessovi telesni procesi, ki se izvajajo po celem telesu in potem naprej še, mislim, tukaj je cel, kako bi temu rekla, cel en spekter enih stvari, ki lahko še naprej greste, če vas zadeva še bolj zanima, ne. In mi, recimo jaz osebno, pač lahko facilitiram ta 4-dnevni seminar Temelji, o katerem bo tudi potem nekoliko več povedala, ne. Druge stvari pa facilitirajo pač ustanovitelj in pač ta soustvarjalec njegov Gary Douglas, pa Dan Hera, ne, oziroma facilitatorji, ki so usposobljeni za facilitiranje drugih seminarjev.
Poleg tega so pa še tukaj ti verbalni procesi, to pomeni razno vprašanja, s katerimi čistimo razne stvari, omejitve. Dejansko je tako nekako v samem Accessu okrog 8000 različnih orodij in vsega. In dejansko, mislim, tukaj je, kako bi temu rekla, dejansko neskončne možnosti. In tudi sam Access dejansko gleda potem, da opolnomoča ljudi, da dejansko, da ljudje začnejo videti, da sami oni vejo, kaj je prav za njih. Torej, Access Consciousness za vas nima nobenih odgovorov, ampak ima za vas samo neka vprašanja oziroma neka orodja, neke tehnike, s katerimi vas opolnomoči pri tem, da vi začnete res slediti svoji resnici, kreirati svoje življenje tako, da za vas deluje. In da ne predajate svoje moči ven, da ne delate poglede od drugih ljudi pomembnejših, bolj vrednih kot vaših lastnih. Tako, in smo rekli, torej, Access Consciousness, da je to dostop do zavesti. In kaj pa pravzaprav je sploh zavest? A kdo ve? Pravzaprav ne vemo, kaj je to zavest. In Gary Douglas, torej ustanovitelj Access Consciousnessa, on opredeljuje zavest takole. Zavest je zmožnost biti prisoten v vsakem trenutku svojega življenja, brez obsojanja sebe ali kogarkoli drugega. Je sposobnost prejeti vse, ničesar zavračati in ustvarjati vse, kar v življenju želite, boljše kot trenutno imate in več, kot si lahko zamislite. In če pogledamo to definicijo zavesti, ali si želite več zavesti? Potem, glede na to, po tej definiciji zavesti si dejansko mi da vsak človek pravzaprav želel imeti več zavesti. In torej te stvari, o katerih bomo danes govorili, omogočajo, da postajamo bolj zavestni, da se začnemo v svojem življenju bolj zavedati, da delujemo iz nekaj, kako bi temu rekla, iz nekega bolj zavestnega mesta. Evo, zdaj najprej osnova vsega v Accessu so Access barsi. Samo malo, da jaz nekaj tule pogledam. Aha, evo. Mogoče čisto na začetku, pravzaprav, koliko je pravzaprav sploh prišlo do barsov? Torej smo rekli, to je osnova vsega. In sicer ustanovitelj Access Consciousnessa je Gary Douglas, Američan, ki je pred leta 1990 probal razne modalitete in nekaj za njega tako ni delovalo nič kaj tako, da bi bil res srečen, da bi lahko kreiral tisto, kar je on vedel, da bi lahko kreiral v življenju. In se je začel spraševati razno vprašanja v smislu, kaj lahko sem jaz, kaj lahko naredim, kaj lahko kreiram, da je bilo moje življenje boljše, večje, da bi bil srečen. In potem si je zastavil še eno vprašanje, ki si ga lahko tudi vi zastavite. In sicer, kako sploh želim, da je videti moje življenje? Oziroma bolj tako v energijskem smislu, kako želim sploh, da je čutiti moje življenje? In to si tudi vi zastavite takšno vprašanje. Ni treba, da iščete odgovor. Smo rekli, tukaj v Accessu sploh ne iščemo odgovor, ampak samo zastavljamo vprašanja. In ko si zastavite to vprašanje, se bo prikazala neka energija. In tudi Gary si je zastavil to vprašanje in ko je bil v tem vprašanju, je začel prepoznavati sebe kot vidca in kanala in on je tako pogledal človeka tako na energijskem nivoju, je videl, kje ima on omejitve in vedel je, da bi lahko tem ljudem pomagal preiti te omejitve, da bi lahko začeli kreirati svoje življenje kot nekaj večjega. Ampak ljudje so ga potem spraševali razne take stvari bolj banalne, njemu so se zdele banalne v smislu, s kako barvo naj pobarvam svojo hišo in tako naprej. Ne res kakšne take, kot njemu so se zdele, recimo, da bi lahko povedal, kaj njim tako, ne vem, prek kakih omejitev preiti pa to. In torej bil je v tem vprašanju, kako sploh želim, da čutiti moje življenje. In potem, ko je bil v tem vprašanju, je nekaj časa je bil v tem vprašanju, to zavedanje ne pride takoj, prikaže se neka energija, tudi tako se bo prikazala neka energija, ko si boste vi zastavili to vprašanje. To za vsakega izmed nas je to nekaj drugačnega. In ko je bil v tem vprašanju, je dobil
en klic od ene svoje stranke, nekega maserja, in ga je ta vprašal, je rekel, ti, a bi prišel za mene pač oziroma za eno mojo stranko nekaj kanalizirati. Ne? Smo rekli, da je on pač bil tako, kanaliziral neka bitja, pa tako videc je bil, ne. In pa je Gary tako, prvo vprašanje njegovo, je rekel, a se bo mogel sleči? On je tako, pač zelo tak smešen, res, mislim, na seminarjih z njim se sam smejimo, zato ker take poka, ne. In potem je tam rekel, ne bo se ti treba sleči, ne. In pa naslednja stvar je rekel, pač, ok, bom dobil plačano, ne. Pa on rekel, ja, boš dobil, ne. In potem je Gary rekel, ta energija tega klica ustreza temu, kar bi jaz rad imel v svojem življenju, ne. In je sledil temu klicu, je šel tja, ne, in potem, ko je kanaliziral za tega človeka, ne, je skanaliziral teh 32 točk na glavi, ki jih imenujemo access bars, ne. In on je tako začel to uporabljati nekako za sebe, pa mogoče za te svoje najbližje prijatelje pa to, ne, in je skozi pa dobival neko tako informacijo v glavi, mislim tako, neko misel, ko se nam skozi v glavi pojavlja, ne, v smislu, this is the class, ne, torej to je delavnica, in potem končno tako, mu je pač, tako rečemo, da nam je posvetila žarenca, ne, da je spoznal, da mora narediti delavnice za ljudi, ne, in potem je začel delati delavnice, tudi na začetku pač tudi te svoje prijatelje opazoval, kaj se pravzaprav z njimi dogaja, in je videl, da se jim celotno življenje spreminja zaradi teh izvajanja teh točk, ne. In tako dejansko se je potem tudi začel cel Access Consciousness razvijati. Najprej je še kanaliziral pač neka bitja, potem so pa ta bitja mu rekla, če veš kaj, zdaj pa moraš se sam spraviti na delo in sam razvijati to naprej. Tako da od takrat naprej potem Gary Douglas razvija Access Consciousness z vprašanji, vedno vprašanju, torej kaj potrebuje planet, kaj potrebujejo ljudje na planetu, kaj potrebuje zavest. Ne? Na podlagi teh vprašanj se prikazuje neka zavedanja, potem sledi tem zavedanjem. In od tistih začetkov, takrat leta 1990, ne, so danes prisotni v 173 državah po vsem svetu, in če greste v te države, boste vse posod našli Access Bars praktike. Če boste rekli Access Bar, to je pač blagovna znamka, ne, zaščitena, registrirana blagovna znamka, zato tudi mi pač tega nismo prevajali, ne, in bo vsakdo vedel, zakaj se gre, oziroma pač tisti, ki se s tem ukvarjajo, ne. Ja, kaj so pravzaprav barsi? Ne, kot vidite, tule imamo pač neke slikice, ko sem jaz malo iz priročnika ven vzela, in sicer to so točke na glavi, kjer, oziroma, če pogledamo tako, access bars, ne, bars v angleščini pomeni neke palice, ne. In dejansko gre za neke energijske palice, ki potekajo skozi našo glavo in okoli naše glave, ne, recimo tukaj vidimo, grejo takole, ne, in potem se dotikamo, pri samem Access Bars tretmaju se dotikamo koncev teh energijskih palic, če lahko temu tako rečemo, ne. In ko se dotaknemo te energijske palice, ne, se iz tega pač barsa začne sproščati električni naboj, povezan z našimi mislimi, čustvi, občutki, ki smo ga shranili v možganih tekom tega življenja ali pa tekom prejšnjih življenj. To, ko je včasih veljalo, da pridemo pač na ta svet kot nepopisan list, to ne velja, čist ne, ampak dejansko prinesemo s sabo zapise vseh prejšnjih let, vseh prejšnjih življenj, vse imamo zapise trilijonov let, ne. Zato včasih ne vemo, zakaj nam kakšna stvar, ali pa se kar vedno zastavimo nekje, ali pa se prestrašimo vedno iste stvari. To lahko sploh ni pač iz tega življenja ne izvira, ampak lahko izvira iz kakšnega iz prejšnjih življenj. In ja, to morate vedeti, da dejansko skozi neko, recimo, ko se nam razne stvari dogajajo v življenju, vsaki stvari, recimo, ali pa imamo neke misli, ne, in dejansko vsaki stvari pripišemo ali neko pozitivno, kako bi temu rekla, damo pozitiven naboj ali pa negativen naboj, ne, in to se potem, zaradi tega se te stvari shranjujejo pol v naših možganih, ne, ker tukaj v tej resničnosti je najbolj, kako bi temu rekla, največja odvisnost, ki jo imamo, je odvisnost od polariziranosti
In sicer polariziranost pomeni, da moramo vse popredalčkati v plus, minus, ne, da moramo vsako stvar dati v predalček plus, minus. Ne. Dejansko vam pa ta access consciousness, access bars in vsa ta orodja, ki jih bom danes pač predstavila, ne, omogoča, da greste ven iz te dualnosti, ven iz te polariziranosti in v enost. Ne. Predstavljajte si zdaj, dobite to občutek te energije, koliko možnosti bi imeli v svojem življenju, če bi delovali iz enosti. In ne iz dualnosti, ker je prav narobe, dobro, slabo, lepo, grdo. A je ta energija, ki ste zdaj zaznali, veliko bolj ekspanzivna? Evo, tule eno vprašanje. Ti zapisi iz prejšnjih življenj naj ne bi nosila duša, ker možgani so pa jih ni kakor telo. Ne vem, kaj tule pravzaprav vprašanje, tako da mogoče Srečko, mogoče mi bolj natančno napiši, kaj je vprašanje. Zapisi, ja, shranjeni so, imamo zapise shranjene tako v možganih kot v telesu, ne, ker dejansko, ko se ponovno utelesimo, ne, vse tiste poglede, ki jih v prejšnjih življenjih nismo opustili, ponovno si jih inštaliramo. Tako da, ko pa se nekomu dotaknemo barsov, ko nekomu zaženemo barse, se iz teh barsov začne sproščati električni naboj, tako da ni več plus, minus, da ni pozitiven naboj ali pa negativen naboj, ampak se ta naboj začne nevtralizirati. Ne? In zato, ker se nevtralizira ta naboj teh naših misli, občutkov, čustev, dejansko pol vidimo potem bars tretmajo, da smo drugačni, da začnemo delovati na drugačen način. Pa bi vam zdajle mogoče sam zato, glede na to, pač običajno, tako ko imamo v živo predstavitvi, pač naredimo en tak mini testerček, pa si lahko zdajle, boste videli, kako si pa, če si sami naredite kakšne barse, pa vam bom zdajle pokazala, koliko si lahko naredite, recimo tale, vidite tole Maurico, tule, ko je zdajle s kurzorjem kažem, to je trak usadkov. In vam bo pokazala, kako si pač lahko to zdajle naredite, kako si lahko to držite med to našo predstavitvijo. Samo, da tole, evo takole, pa si bom dala malo tole spovečala. Evo, takole, date si, takole 3 prste si date za uho, torej greste tako za uho in boste videli najprej za ušesom ena taka kost. In za to kostjo je taka lukenca, vdolbinca. In si date tja prste in rečete trak posadkov, trak posadkov, trak posadkov, pokličete 3-krat in bi se morala ta zadeva zagreti. Oziroma začne delovati. Tukaj recimo v traku posadkov imamo spravljene vse neke poglede, neke stvari, kjer so se pridružili, strinjali, opirali, reagirali, to se vse tukaj noter spravi in vpliva pa na vse drugo, na vse druge stvari, na celotno telo. In si lahko tole zdaj med tem, ko jaz govorim, si lahko to držite in si na ta način že, recimo to, med tem, ko jaz govorim te stvari, ko vi razmišljate in si spet kaj, ne vem, se pridružujete, strinjate, reagirate, opirate in si spet kaj nalagate, si lahko to že enostavno omogočite, da tudi to sprostite nekaj od tega. Okay? No, pa gremo naprej z tole našo prezentacijo. Ekola. Torej, barsi, ne, imamo barse za različna področja življenja, ne. Imamo barse za zavedanje, kontrolo, kreativnost, potem imamo barse za radost, žalost, telo, spolnost, staranje, denar, mir in umirjenost, prijaznost, hvaležnost, trak moči, kjer so spravljeni vse naši pogledi v tem, kakšna je pravzaprav naša moč v svetu. Ne? Potem imamo barse za zdravljenje, upanje in sanje, oblika in struktura. In v vsakem izmed teh barsov se torej shranjujejo ti naši pogledi, razmišljanja,
neki pogledi povezani s tem področjem življenja. In ko nekomu pač zaženemo barse, se iz tega posameznega barsa sprosti v enem tretmaju od 5000 do 10.000 let omejitev, ki jih imamo. Ne? Zato, to bom še kasneje govorila, se ljudje veliko krat počutijo v tem tretmaju ful lahkotnejše, ful bolj sproščene, ful bolj umirjene. Ne? Ampak rezultati barsov so še veliko večji od tega. Ne? Ok, gremo naprej. Ekola. Takole, če si predstavljate, kako je naš narejen. Ne? Dejansko, tako je ena taka velika ta ledena gora in zavestni naš zavestni predstavlja 2 do 3% vsega tega torej 100%, če rečemo, da je naš 100%, ne? Zavestni tega, kar se zavedamo, nekje 2 do 3%. Ne? Vse tisto ostalo, česar se ne zavedamo, pa vse tisto, kar predstavlja dejansko oziroma tam, kjer so spravljene ti odgovori, teh omejitev, ki jih mi kreiramo v svojem življenju, so pa spravljeni tukaj noter v tem nezavednem delu, ki je nekje tam 97% predstavlja. Ne? In za Access Barsi večinoma delujemo na ta nezavedni del. Pač tisto, kar se ne zavedamo, tistega, kar ne vemo, pa predstavlja neko omejitev tistemu, kar bi mi radi v življenju skreirali, kar bi radi v življenju spremenili. In med samimi barsi tudi se toliko zniža možgansko valovanje, da imamo zaradi tega tudi dostop do nekih globokih vzorcev, ki izvirajo iz pač otroštva ali pa, kot sem že rekla prej, iz preteklih življenj. In pri barsih je tako, ne moramo konkretno vplivati zdaj na kjer vzorc bomo mi spremenili, ker pravzaprav niti ne vemo, kakšne vzorce imamo, ker delujemo tako s takim malim odstotkom zavesti, zavedanja. Ampak dejansko v vsakem tretmaju opustite točno to, oziroma vse tisto, kar ste v tistem tretmaju pripravljeni opustiti. In eni ljudje, ki pridejo ali recimo na individualni tretma ali pa na bars delavnico, so pripravljeni na ogromno spremembo. In pa pri njih vidimo res neke drastične spremembe, pri drugih, ki so pa pripravljeni na neko manjšo spremembo, oziroma so bolj tako, ne vem, kako bi temu rekla, želijo bolj tako kontrolirati, oziroma niso čisto prepričani, kam so pravzaprav prišli, recimo, če prijajo na delavnico in kako bo zdaj to na njih vplivalo in tako naprej. In se pač dobijo neko malo manjšo spremembo, ampak pa čez čas vidijo, da pa, tukaj ni nič hudega, nič ni treba podoživljati neke stvari, ni treba iti v neke dogodke nazaj ali pa karkoli, ampak da dejansko ta bars tretma omogoča na lahkoten način opuščanje nekih stvari, ki jih imamo na nezavednem. Se samo ležemo, nekdo nam naredi barse in mi pa enostavno opuščamo pač vse tisto, kar nam ne služi več. Če si predstavljate, barsi nekako predstavljajo trdi disk našega računalnika. In večkrat damo pač primerjavo, kako deluje recimo pač naši možgani ali pa računalnika. Torej, vse veste, če je računalnik, ko je nov, ko je prazen, vse hitro deluje, vse se hitro odpira, vsi programi hitro se odpirajo, vse datoteke hitro se odpirajo. Potem, ko pa računalnik enkrat napolnimo z raznimi datotekami, filmčki, slikami, programi, pa začne počasi delati in se celo lahko ustavi. Podobno z našim umom, torej, ko je prazen, ko ni v njem teh nekoristnih datotek, ne te odvečne navlake, ko je pač tako jaz rečem, takrat možgani hitro delujejo. V bistvu vse v našem življenju teče, vse se kreira, dogaja, tako pač v smeri pač tja, kamor želimo, Ko pa svoj napolnimo vsemi temi informacijami, vsemi plusi, minusi, vsemi temi mislimi in tako naprej, dejansko pa se potem lahko pač na določenem področju življenja čisto zaustavimo, oziroma zgleda, kot da smo se čisto zaustavili, ali pa se zelo upočasnimo, začnejo zelo počasi delovati,
ali pa se nam celo zdi mogoče tako, ja, da se nikamor ne premaknemo. In rečemo, ko nekomu zaženemo barse, da je tako, kot da bi, oziroma, kot da bi aktivirali virus zavesti, ker namreč, ko nekomu zaženemo barse, se začnejo vse te nekoristne datoteke v naših možganih brisati, in rezultat tega je, da v končni fazi postanemo zavestni. In če nekomu zaženem barse samo enkrat, barsi skozi delujejo. To ne pomeni, da sam recimo pač ta tretma in potem da je konc. Ne, dejansko, ko nekomu zaženemo barse, se to skozi dogaja, fino pa je, da se pač barsi večkrat zaganjajo, zato ker mi si sproti nalagamo te stvari v možgane, zato ker, zakaj se pravzaprav te stvari nalagajo? Zato, ker nismo v dopuščanju, ker se vedno ali se pridružujemo, ali se strinjamo, ali upiramo, reagiramo, vedno damo nek naboj ali neki misli, nekemu pogledu, nekemu dogodku, nekaj, kar se dogaja, in zato pač se ta naboj potem spravi v naši glavi, oziroma v naših možganih, in ko pa barse naredimo, pa to počistimo, pobrišemo. In to se pač dogaja, tako da tudi tisti, ki sam enkrat prejme barse, v končni fazi postal zavesten. Mogoče čez 150 let, ampak enkrat se bo to zgodilo. Ko enkrat začneš barse prejemati, je tako, zelo se navadiš na to sproščenost, na to lahkotnost, ki se pojavi po njih, zato pač, mislim, se mi, ko si jih redno izvajamo, tako prav vidimo že razliko, če jih nekaj časa ne prejmeš, da se kar pozna razlika. Recimo, jaz vidim, da jaz skušam, da vsak teden, da mi nekdo zažene barse, če pa ne, pa že vidim razliko. In pri barsih morate vedeti, da lahko si jih naredite sami, torej lahko si jih zaženete sami, torej jih izvajate sami na sebi, če se jih naučite na delavnici, torej danes pač si boste naredili tega, ko sem vam pokazala, ta se imenuje trak posadkov. Drugače pa lahko pač delate v paru. Bolj dinamična je zadeva, če se dela v paru. Zakaj? Zato, ker s to osebo, s katero delamo barse, imamo lahko neke skupne poglede, neke skupna razmišljanja, in če ste obe osebi, ki delate barse, če ste obe osebi pripravljeni to opustiti v tistem tretmaju, boste obe to opustili. Torej, veliko bolj dinamična zadeva je, jaz tudi vedno pravim, tudi na delavnicah, s čim več različnimi ljudmi boste naredili barse, tem bolj svobodni boste postali. Ker vsakim človekom imate možnost nekaj opustiti, še najbolj pa s tistim, recimo, ki vam gre na živce. S tistim, ko najraje ne bi delali barso, tam na njemu vidite nekaj, kar vas samih moti, ampak na njemu vidite pri sebi pa ne. In tam je največ možnosti, da se nekaj sprosti, da se nekaj opusti, da se osvobodite. In tukaj pri barsih, če se dela v paru, gre za simultanost podarjanja in prejemanja. Torej, tisti, ki izvaja barse, hkrati tudi prejema. Učinki zaganjanja barsov. Kot sem že omenila, lahkotnost, večja sproščenost, umirjenost in pomirjenost s sabo. Velikokrat ljudje po barsih rečejo, prvič v življenju se sploh počutim pomirjenega samega sabo, ker mi smo tako v življenju naredili veliko raznih izbir, oziroma ne izbir, kar je tudi izbira. In potem se zato sodimo, zakaj takrat nisem to izbrala, zakaj nisem takrat to izbral, zakaj sem takrat to izbral, zakaj nisem to izbral, in tako naprej. In to obsojanje nam dejansko ne koristi kaj veliko, ampak še ustvarja nas še bolj, tako kot bi rekla, vibracijsko dol vleče. Tako da po bars tretmaju končno reče ljudje, ok, končno sem pomirjen sam s sabo. Potem se poveča ta občutek hvaležnosti. In tisti, ki me že dalj časa spremljate, veste, kako vedno poudarjam, dajte bodite hvaležni za to, kar imate. In barsi, ker imamo tudi prav bars za hvaležnost, še povečajo ta občutek hvaležnosti, zato tudi v naše življenje ful tako z lahkoto več stvari začne prihajati, za katere smo lahko
še dodatno hvaležni. Ne. Potem ljudje poročajo o boljšem spancu. To je ena tudi, recimo, če bi lahko neko črto tako potegnila, kaj v povprečju Barsi prinašajo, ampak je ne morem, ne, ker vsak človek dobi nekaj drugačnega oziroma nekaj tisto, kar je pripravljen prejeti. Ne. To je, recimo, veliko ljudi poroča o boljšem spancu, nekateri celo o tem, da so prej imeli tablete za spanje, pa po Barsih pa jih ne rabijo več. Ne. Potem manj obsojanja. Barsi omogočijo, da se to obsojanje, ki ga imate do sebe, začne od znotraj raztapljati. Ne. Torej, mi tako sami sebe toliko obsojamo celo življenje, potem pa iščemo nekoga, ki nas ne bi toliko obsojal, ampak a se to izide? Ne, najprej moramo iziti obsojanja sebe, šele potem bodo tudi drugi ljudje v dopuščanju tega, kar smo. In Barsi vam to omogočajo, da se manj obsojate in sebe in druge. Potem prihaja tudi do sprememb na fizičnem nivoju, torej sprememb fizičnega telesa. Ne? In recimo neki primeri od tega, da se ljudem izboljša vid, potem, da se jim recimo neke stvari, ki imajo zamaknjene razne kosti ali pa kaj, ne, se jim naravnajo stvari in mislim, kaj pač do tega prihaja zato, ne, ker veliko teh stvari, ki jih imamo skreiranih na fizičnem nivoju, torej, ki smo si jih skreirali s telesom, ne, je najprej neka misel v glavi bila, nek pogled, ki smo ga strdili in je potem se to začelo prikazovati na fizičnem telesu. Ne? In potem, ko se naboj tega pogleda zneutralizira, potem se tudi na fizičnem nivoju pač prikaže sprememba in tukaj spremembe so res lahko hipne. Ne? Tukaj, mislim, je res toliko enih stvari, no, ko se spreminja res, tako ste rekli, vsak človek lahko pove svojo zgodbo, kaj se je njemu spremenil v življenju, kako se je njegov in kaj on od Barsov pač prejel, oziroma kaj prejema. Potem še ena stvar, ki jo prinaša Barsi, je večja povezanost s telesom, zato ker opustite toliko enih omejitev, toliko ene navlake, ki jo imate zdaj, ki je nekoristna, dejansko začnete bolj slišati svoje telo, kaj vam sporoča, kaj vam govori, ker naše telo ima svojo zavest in neprestano nas sporoča, kaj potrebuje. In ko imamo to večjo povezanost, dejansko lahko tudi začnemo slediti tem zgibom telesa in dejansko zaradi tega tudi naše celotno življenje postane veliko lahkotnejše, ker ko poslušamo telo, ko mu sledimo, ne, vse stvari postanejo veliko bolj lahkotne. Ne, če pa delujemo proti telesu, pa si pa kreiramo več težko življenje. Potem se začne spreminjati področje življenja, kjer je bilo videti, da vse stoji. Pri enih, mislim, res prihaja do raznih, mislim, res pri enih se vidi tako ena drastična sprememba, ampak res to je čisto odvisno, koliko spremembe je ta človek pripravljen prejeti. Od tega, da dobijo nove službe, nove partnerje, eni, ko so bili recimo prej v nekih vezah, ki za njih niso delovale, pa si niso upali narediti koraka naprej, v smislu, da biš pač rekli konca, ne bom več v taki vezi, ne več tega trpela, ne več tega trpel. Končno najdejo pogum, da to naredijo in začnejo kreirati neko novo življenje, neko lahkotnejše življenje. In recimo primeri ljudi, ki so se želeli nekam preseliti, pa ker so cincali, pa niso vedeli, ali bi ali ne bi, končno potem po Barsih, po Bars delavnici so končno to naredili, so začeli slediti svoji resnici, tistim svojim resničnim željam. Ne. Potem nosečnice. Tiste punce oziroma ženske, ki so jim Barse delali med nosečnosti, poročajo o veliko lažjem porodu, in lažjem prenašanju nosečnosti. Tudi babice, recimo, v tujini že to, tudi babice delajo recimo v bolnišnicah, Barse in poročajo, koliko imajo tiste ženske, ki pač prejmejo Barse, pač lažji porod. Potem pri otrocih lažje učenje, vidimo izboljšanje uspeha, recimo otroci pridejo na delavnico, ker tukaj na delavnicah recimo so vabljeni vsi, otroci do 15. leta imajo celo brezplačno udeležbo in vidimo tudi, pride eni otroci, ki jih pač starši mislim, tako malo prisilijo, in niti ne delajo Barsov, pa se vsem, pa reče, ne vem, mama, ko malo tako jih sprašujem, kaj se kaj dogaja, pa to, pa reče, zdaj pa prej bila skozi prav dobra, zdaj pa odlična, in ni nič dobene razlike, da se kaj boljš učila, mislim, več učila ali pa kaj takega, ampak očitno nek pogled se je spremenil zgolj zaradi tega, ker je bila v tej energiji tega izvajanja Barsov.
Potem mamice poročajo, da njihovi otroci so imeli prej neke logopedne težave, da se to izboljšuje. Oziroma, zelo pred kratkim je ena mamica rekla, da njen sin nehal je clata. In tukaj vse sorte stvari se prikazujejo. Moram pa, mislim, tako pri teh odnosih starši, otroci, pa recimo spremembe, ki se dogajajo pri otrocih, mislim, tako, vsej moj pogled je tak, da je zelo pomemben, da starš tudi si naredi barse, ne samo otroka, zato ker otroci večinoma itak samo od staršev pobirajo, starše zaznavajo, in ko starš neke stvari opusti, neke poglede, neke projekcije, ki jih ima na otroka, dejansko tudi otrok pa se spremeni. Otroci oni so ful hitro pripravljeni opustiti, se spremeniti, mi odrasli smo tisti, ki se bolj nekaj upiramo, pa nekaj bi ali ne bi, pa to bom, to ne bom. Otroci, ko vidijo, da nekaj za njih funkcionira, z veseljem se spustijo. Ja, potem recimo z barsi se veliko ljudi poroča o tem, da pač so odpravili neko tesnobo oziroma neko anksioznost. Ja, mogoče kateri sploh niso niti vedeli vzroka, Pol sem rekla, že bolj smelo začnemo slediti svoji resnici, ljudje začnejo, jaz te ljudi, ki prihajajo k meni oziroma na delavnice, k meni individualne tretmaje, vidim, da začnejo veliko več kreirati v svojem življenju oziroma slediti tistemu, kar si oni želijo v svojem življenju ustvariti, ne to se skušati ukalupiti v nekaj, kar pač niso. Potem barsi nam omogočajo, da začnemo več prejemati in manj delati, ker tukaj pač ta resničnost nas uči, da moramo skozi dajati, da potem, če bomo dosti dala, v končni fazi mogoče enkrat nekaj prejeli. Ampak ne vem, če na tak način delujete, a ste že kaj prejeli, se to izide? Običajno se ne. In barsi vam omogočijo, da začnete več prejemati. Torej, jaz vedno dam tako eno prispodobo v smislu, da je tako, da se malo nazaj nasloniš, in da sam pustiš, da stvari pridejo do tebe. Torej, barsi nas tudi učijo prejemati. In ta fizični dotik, ko se nekoga dotaknemo, fizično je tak negovalen in tudi ta fizični dotik uči ljudi prejemanja. In sam ta bars tretma je tak negovalen, nežen, res, to je, kako bi temu rekla, res eno negovanje, res negovalna zadeva. Potem nasploh drugačno delovanje v življenju. Torej, ljudje poročajo že takoj po sami delavnici, takoj po tretmaju, da vidijo spremembo, da so drugačni. Recimo, lahko jih je prej nekdo tako malo po bocku ali pa jih malo zafrkaval, tako, se veste, ko nas kdaj špikne, pa nas kar tako, da bi ga najraje kar ne vem kaj, in po barsih pač računam, pa ne moti več, ker očitno so nek naboj v zvezi s tem pogledom, kamor je ta oseba druga pritisnila, je pač ta prva oseba sprostila in zdaj pač to ne moti več. Na tak način recimo so prišli tudi ljudje k meni na barse, ki so videli pri svojih partnerjih tako spremembo, so rekli, da moram to še jaz probati, da vidim, kaj to. Ker je taka sprememba bila pri partnerju vidna. Več radosti v življenju, več lahkotnosti, življenje se začne širiti onkraj tistega, kar smo sploh mislili, da je za nas mogoče. In to na tak lahkoten način, ne za neki ful dela, neki, ne vem, truda, neki napora, ampak na lahkoten način. In še enkrat, vsak dobi pa točno toliko spremembe, kot jo je pripravljen imeti. In vidim pač eni ljudje tako recimo mogoče so na začetku bili pripravljeni bolj na malo spremembo, pa s časoma so pa vedno bolj tako, jaz želim še več tega, ker tukaj pri Accessu govorimo skozi o spremembi, če ste že opazili, skozi govorimo o neki spremembi in ljudje večinoma imajo tako, mislim tukaj, če nam kdo omeni spremembo, tako nočemo spremembe, sam naj bo tako kot je, večina tako, sam da ne bi prišli do kakšne spremembe, tudi če je slabo, imamo reči to, kar imamo, sam da se kaj ne spremeni, ampak tukaj, ta sprememba, ki se dogaja pri Accessu, dejansko gremo vedno na nek nov nivo, širi se naše življenje, nek kvalitetnejši nivo, vedno lažje, vedno lahkotnejše življenje. To spremembo imamo tukaj v mislih.
Torej, za koga so barsi primerni? Jaz sem že omenila, res od vseh, od dojenčkov, otroci, najstniki, mladostniki, dijaki, študenti, na kakršenkoli preobremenjeni ljudje, kar lahko rečemo, dejansko smo čisto vsi, če že ne druga, živimo v taki resničnosti, ki nas neprestano samo bombardirajo informacije, v taki juhi informacij smo in se nehote včasih strinjamo, pridružimo, opiramo, reagiramo in si nalagamo in dejansko nas to obremenjuje vse, kar imamo naložen potem v svojih možganih. Torej, ljudje podvrženi velikim psihičnim in fizičnim pritiskom, nosečnice, starostniki, dejansko so barsi primerni za vse, za celo družino. Res ni dobenih izjem, tudi dojenčke, recimo, ko jokajo, včasih, mislim, tako, recimo pri odrasli osebi traja en tak tretma nekje od uro do uro pa pol, pri dojenčkih otrocih je to, pri dojenčkih par sekund pa naredimo vse barse, potem pri otrocih so to zelo kratki tretmaji, tudi pri najstnikih, tako čisto odvisno od starosti, recimo, če je na primer star 15 let, je to cel tretma naredimo v dobrih 15 minutah, in z barsi ne moramo čist nikomor škoditi, kvečemo lahko omogočimo ljudem, da se bo njihovo življenje spremenilo nekaj večjega. In tako pravijo, v najslabšem primeru se boste počutili po eni fajni masaži, v najboljšem primeru se bo pa vaše življenje spremenilo nekaj čist večjega, kot ste kadarkoli sploh mislili, da je mogoče. No, in to sem že parkrat omenila, tukaj, kje vam lahko zaženejo barse. Torej, lahko greste na individualni tretma, zdaj že po Sloveniji veliko bars praktikov, ki izvajajo barse, tako da odkodarkoli ste, pomalu lahko najdete že bars praktika, kjerkoli. Bars tretmate, ko ste rekla, traja od uro do uro pa pol, za odraslo osebo, pri otrocih manj, ampak ena stvar je, tukaj vam ta bars praktik vam zažene barse, barsov se tukaj ne naučite, sam prejmete, pridete, se uležete, vam nekdo zažene barse, vi lahko lepo ali zadremate vmes, ali pa lepo ste v tišini, če ste radi, pogovarjate, čist odvisen od vas, dejansko vi tudi vodite ta tretma, tako da to je individualno. No, tudi jaz delam še barse, tako tudi individualne, imam zdaj do 5. januarja, imam še posebno ponudbo 2 za 1, to ste verjetno tako že videli, ker lahko ne samo barse skombinirate, ampak še druge stvari, ki jih tudi imam. Tako da lahko prijete tudi do mene v Kamnik, jih delam pri sebi doma, še barse. Lahko pa pridete na delavnico. Delavnica traja cel dan, običajno tako nekje 8 ur ali pa mogoče celo več. Na tej delavnici 2-krat prejmete barse, 2-krat jih podarite. Gremo skozi en kup enih orodij, ki se jih poleg barsov tudi naučite, ki jih poleg barsov spoznate, ki jih lahko takoj začnete uporabljati v svojem vsakdanu, in si na ta način tudi spreminjati življenje. Pogledamo en filmček, kjer ta ustanovitelj Access Consciousness, Gary Douglas, pa ta njegov poslovni partner Dan Heer razložita barse, potem pa tudi vi delate, 2-krat prejmete. In ob koncu delavnice ste pol Access Bars praktik, ni treba nobeno drugo izobraževanje, ker včasih me še kdo sprašuje, kaj pa še moram zdaj narediti, nič. Na koncu enega dneva, tega celega dneva na delavnici ste praktik in lahko začnete barse izvajati na sebi in na drugih. Takoj. Tudi, če imate mogoče kakšno, recimo, podobne stvari, da se že ukvarjate s kakimi podobnimi stvarmi, lahko barse začnete takoj naslednji dan ali pa še isti dan izvajati tudi za denar. Lahko date tudi kot neko storitev, med svoje ostale storitve. In dobite tudi potrdilo, certifikat v udeležbi in ste tudi pri podjetju Access Consciousnessa zavedeni kot bars praktik, tako da, če bi izvajali kot neko storitev to in če vas kdo vpraša, imate licenco narejeno. In naslednja delavnica prihaja v četrtek, 12. januarja, to je že prihodnji teden, za tiste, ki se vam mogoče mudi, da je treba nekaj drugače začeti, da je treba nekaj spremeniti v življenju. Evo, so mogoče kakšna vprašanja glede barsov?
Aha, evo, tule imamo. Ja, jaz se opravičujem, petek je 12. Se opravičujem, napačen podatek je tam. V petek 12. januar je delavnica. Pol pa še Srečko, evo, sprašuje tule, če izvajamo na komu, ki ima težke stvari v sebi in če to tudi prejemamo, se ne navzamemo delno tega, je potrebno kakšno čiščenje sebe po tretmaju. Zdaj tako, ne, dejansko to je ena stvar, ki se tudi na Bars delavnici naučite, ne, in sicer mi govorimo o tem, koliko mi zaznavamo, v bistvu misli, občutke, čustva drugih ljudi. Ne? In ja, medtem ko delamo tretma, lahko zaznavamo te osebe, ampak pomembno je, da se tega zavedamo, da mi to zaznavamo in potem s tem orodjem, komu to pripada, ko se vprašamo, komu to pripada, če mogoče kaj zaznamo, sam ločimo to od tega, kar pač tisto, kar ni naše, tega, kar pa dejansko je naše. Ne? Problem je bolj v tem, da če nekaj izvajamo, pa se ne zavedamo, da mi od te druge osebe neke stvari zaznavamo in pol vzamemo to kot svoje. Mislimo, da je to naše. V tem primeru pa lahko strdimo to v svojem, kako bi rekla, svetu in pol iz tega začnemo kreirati svoje življenje. Ampak na ta način smo delovali vedno. Da smo dejansko od mame nekaj vzeli, ne vem, od očeta, od brata, sestre, sorodnikov in vse to smo pol tako, vse smo povzeli, ne, prevzeli njihove poglede, njihove energijske poti in tako naprej in iz tega, kar sploh ni naše, zdaj delujemo. Ne? In to orodje, komu to pripada, verjetno ste ga že velikokrat slišali, ker jaz večkrat o njem govorim, večkrat o njem kaj napišem ali pa v kakem videu kaj povem. To je za mene orodje, ki ga ne bi dala za $1 milijon, zato ker bolj ko delam Access, bolj ko ne vem, mislim, bolj ko se s tem ukvarjam, bolj vidim, koliko nič ni moje. Razne, ne vem, neke zidovi v meni, neke, kako bi tem rekla, to, kar imenujemo omejitve. Komu to pripada, ne? Tako da, in pa ko pošljem to stran, pa v trenutku to izgine, ne? Ampak lahko iz tega lahko delujemo desetletja in desetletja, ne? To je dejansko res fino, da začnete se tega zavedati in tudi to uporabljati, ne? Lahko najdete to med mojimi videi ali na YouTubeu ali na Facebooku, imam tam na spletni, mislim, Barbara Mali, imam zdaj to, kako se reče, poslovno Facebook stran, tam imate en kup videov, kjer lahko si pregledate, ali pa pridete na delavnico, pa tam govorimo zelo veliko o tem, koliko se vprašati, koliko dejansko poslati stran in tako naprej. Ne? Dobite tudi na delavnici priročnik, no to sem pozabila povedati, priročnik, v katerem je vse to napisan, potem dobite shemo, na kateri so barsi narisani, vse ti prijemi. Pa jaz običajno posnamem ta teoretični del delavnice, tako da imate vse tisto, čemer se pogovarjamo, tudi če imate kakšne težave, ki jih skušate razrešiti, dejansko naslovimo to in da se vam ni treba pisati, ampak lahko samo to preposlušate. In to ljudem je zelo všečno, tako se, kakor mi pravijo. Ja, drugače pa še enkrat hvala, Branka, pač delavnice v petek 12. januarja, ne v četrtek, v petek, tako. Ok, evo, samo malo da spijem, en kozarček. En požirek. Takole, pa gremo naprej. So še mogoče glede barsov kakšna druga vprašanja? Evo, samo da jaz vas bom vklopila mikrofončke. Če bi želel kdo mogoče kaj, samo malo. Stop share. Da vidimo. Čakaj, nekdo me tule nekaj privat sprašuje, da vidimo, kaj je to. Ne vem, Zdenka, a lahko tukaj v skupni chat, prosim, napišete, ker ne najdem tega. Če ste karkoli napisala. Samo malo.
Evo, takole, zdaj sem vam pa vklopila mikrofončke, če bi kdo rad še vprašal, kaj? Ja. No, ampak Brane, ja. Ok, Branka, vklopljen mikrofonček imaš, tako da te slišimo. Čak, ti vprosti, zdaj imam nekaj, ja, te pol pokličem. Vprosti, ja. Vprašanje je, kdaj je naslednja delavnica in kolikšna je cena, ta petek sem zasedena. Samo malo, da pogledam jaz, naslednja delavnica bo 18. februarja v nedeljo. Cena delavnice je 240 €. To je to. Darja se sprašuje, torej jih moraš znati, se naučiti na pamet. Torej na delavnici dobite ta shemo, tudi v samem priročniku je mislim, tako na večjih mestih narisani so barsi, razloženi barsi, enkrat bolj tehničen, enkrat na takšen drugačen način, kjer je meni pač bolj prikupana, da jih dejansko samo pokličemo. In to shemo, ki jo dobite pa na delavnici, uporabljite, dokler jih pač ne boste osvojili. Jaz sem jo pač uporabljala, dokler nisem pač si zapomnila. In eni pač to delo uporabljajo, eni ne. Jaz sem celo tako, celo mislim, da nisem te sheme dobila. Samo ali vam bom, dejansko vam lahko pokažem, kaj dobite na delavnici. Samo ali. Da tisti, ko mogoče še niste bili na delavnici, pa evo, takle pride priročnik, barsi, access bars, potem pa dobite zraven še tako shemo, pač zdaj malo kontra verjetno vidite, kjer so narisani vsi ti prijemi, in to potem, pač to uporabljate, ko delate barse, sep ali pa komu drugemu, pač greste potem, In noter v samem priročniku je pa tudi ful teh slikic pa pač različnih teh shem, lahko si pa s tistim pomagate, kar vam pač bolj za vas deluje, In jaz recimo te sheme, ko sem vam pokazala, ko sem jaz na svoji delavnici, prvi delavnici, ko sem šla, sploh nisem tega dobila, in sem lepo po priročniku listala, tudi ko sem že imela stranke, sem po priročniku listala in s njim delala barse. Tako da tukaj se ne smete pač obremenjevati, ampak dejansko uporabljite tisto, kar ste dobili na delavnici in si s tem pomagite. Ne, se ni treba na pamet učiti. Itak jih boste, bolj ko jih boste delali, jih boste pol osvojili, oziroma jih boste prej osvojili. Čakaj pa. Evo, zdaj bom spet izklopila mikrofončke, tako da, če vam bolj tako deluje, da v chat napišete, pač napišite v chat, drugače pa lahko tudi kaj poveste. Tako da si kar sami vklopite, takole. No, pa gremo pol naprej. Evo, tu imamo pa zdaj accessove telesne procese. Jaz sem prej omenila, da imamo tukaj tudi accessove, mislim, da obstajajo accessovi telesni procesi in to je več kot 60 različnih telesnih procesov, ki se izvajajo tako, da po telesu polagamo dlani. Torej vidite tule na desni strani, oziroma verjetno imate tudi na desni strani. To je slikica iz naše zadnje delavnice, ki smo imeli pač decembra. In takole pač se dela na masažnih mizah. In dejansko pač tukaj mislim, da smo delali en proces, da smo se enega novega procesa učili, za katerega smo se mi pol udeleženci ful zahvaljevali, ker je bil, samo da se včasih ima zelo taka zakomplicirana imena, intenziviranje prostora utelešenja in energiziranje radosti utelešenja. In ta proces naredi tako, da smo ful večji prostor in ful bolj lahkotni. In veste, kot je pred novim letom ta norija in to, in je vse moram kupiti to, moram kupiti, ne vem, darilo temu, darilo onemu, ne vem, moram iti tja, moram iti, ne vem, kaj vse narediti,
In dejansko, ko smo naredili ta proces, je tako energija vseh teh ljudi, ki so prišli na delavnice, spremenila in so bili tako, wow, ful dober proces izbrala, hvala ti, ne. In takole se dela, tako da, skratka, uživa se, ne. To so taki negovalni procesi, ljudje si prvič v življenju dopustijo nekaj prejeti, ne, brez nekih obveznosti in ti procesi, ki jih izvajamo, omogočajo telesu dostopne do nekih energij, ki jih vaše telo ima na voljo, ampak vi zelo v tem trenutku sploh niti ne veste, da obstajajo, ne. Tukaj imamo en kup enih procesov, ki omogočajo odpravljanje raznih stanj v telesu, ki omogočajo, da se celice nazaj grejo v tisto prvotno stanje, ki recimo, naprimer, da so se zaklenile v nek neharmoniziran spomin po neki travmi, neki poškodbi, a ne. Recimo, naše telo na nek način ne deluje pravilno. Imamo takšne procese, recimo MTVSS je tak proces, ki odklepa telo na vseh mestih, kjer ne deluje pravilno. Potem imamo energijski facelift, eden izmed najpotentnejših procesov, ki ga delamo tako na dekolteju pa na obrazu, deluje pa tako privzdigne celotno telo, ne samo te ne gladi gubice pa to, ampak dejansko ljudje poročajo o privzdigu celotnega telesa, torej in zadnjice, prsi, notranjih organov in tako naprej, a ne. Tako da tukaj dejansko teh procesov je toliko, da pač čisto odvisen, kaj vas zanima, kaj vas pritegne, a ne. Pač tukaj morate slediti samim sebi, dejansko se tudi vprašati, kaj bo največji prispevek za vas, a ne. In tukaj, prej sem že omenila, da cel Access Consciousness temelji na vprašanjih in ko recimo izbirate, recimo, če razmišljate, da bi šli na kaj ali pa ne končni fazi, ne samo to, ampak lahko na splošnem življenju, če karkoli izbirate, a ne, pa niste čisto prepričani, si lahko zastavite 2 vprašanje in sicer, kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če to izberem, naprimer, zdaj da damo primer to udeležbo na tej delavnici, ne, in kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če tega ne izberem. Ne, in potem ne iskati odgovorov, ampak samo primerite energijo pri obeh vprašanjih. In tam, kjer je energija lahkotnejša, tam, kjer je energija ekspanzivnejša, tistemu želite slediti, tistemu vprašanju želite slediti, če želite si kreirati takšno lahkotno, ekspanzivno življenje, ne. Če recimo, če se vprašate tako, kakšno bo moje življenje v roku 5 let, če grem sem ali pa če izberem to, pa je tako neka teža, neko krčenje zaznate, pa ta stvar ni za vas, ne. Torej, tudi na splošno, karkoli v življenju izbirate, kjer pač skušate na kakršenkoli način ugotoviti, kaj bo ta vaša izbira skreirala na dolgi rok, a ne, si zastavite ti 2 vprašanji. In ker, zakaj damo tu noter 5 let, ne? Zato, ker v ti 2 vprašanji, zato, ker mi tako za 1 leto, 2 leti imamo že neke načrte, neke plane, kaj bomo naredili, neke projekcije, ne? Medtem ko za 5 let naprej ne vemo, ne? In zato lahko zaznamo, ali bo ta izbira naša na nek način razširila naše življenje oziroma ga bo na neki točki skrčila, ne? In spet ti accessovi telesni procesi spet omogočajo večjo povezanost s telesom, potem ja, zanimivo, ne, ampak ena stvar je, ko mi svoje telo spreminjamo, s temi accessovi in telesnimi procesi se pač spreminja tudi naše telo, ne, gre v neke, dejansko se spremeni v nekaj več, ne, se začne naše celotno življenje spreminjati, ne, meni je to tako fascinantno, zato ker jaz sem prej skozi tako, pač tisti, ko me že dalj časa spremljate, veste, sem skozi tako, ja, pač z mislimi pa to, ja, pač s tem tudi kreiramo, pa ko mi svoje telo spremenimo, se naše celo življenje spremeni, zato ker telo je eno naših, kako bi temu rekla, takšnih daril, ki ga sploh ne uporabljamo. Moral bi biti naš največji prijatelj, vodnik do marsičesa, če bi ga le poslušali, ampak mi tako pač živimo, ja, pač dobro, telo imamo, sem tako pač čist neprisotni smo z njim, čist nič ga ne vprašamo, pa tako naprej, ne. Tako da dejansko so tukaj pač ljudje, ki prihajajo na te delavnice, se spreminjajo druge stvari tudi pol, ne, odnosi, finance, pač vse sorte, ne. Tako da ni to samo, kako bi temu rekla, pri določenih telesnih procesih recimo tako dejansko raziskujemo različne energije, niso
tako, da bi rekla, ta proces je samo za to pa to, ampak dejansko še vedno raziskujemo in sprašujemo ljudi, ajde, povej mi, kaj si ti dobila iz tega procesa, kako si se ti pol počutila, kaj se tebi spremenila, tako da spet vsak človek nekaj dobi, lahko tudi nekaj čist svojega, A so mogoče glede teh aksesovih telesnih procesov kakšna vprašanja? Drugače tukaj, kot sem že rekla, se pač izvaja s polaganjem rok po telesu in zelo enostavno, mislim, tako za izvedbo. Pokliče se neka energija, in potem pač držimo roke tam na telesu, dokler ta energija teče. In na ta način z aksesovimi telesnimi procesi tudi začnejo spoznavati, kakšne zmožnosti imamo mi s telesi. In spet te aksesove telesne procese lahko izvajate sami na sebi. Jaz imam zelo neko obdobje, ko si skozi delam in je, mislim, ful dobro, res. Lahko pa delate spet v paru, tu pa spet zadeva pač veliko bolj dinamična, ker je neka druga energija in vsakim človekom drugim, ki boste naredili nek telesni proces, isti telesni proces, se bo odklenila nek drug nivo energije. Zato jaz vedno tako ljudi spodbujam, da s čim več različnimi ljudmi naredijo barse oziroma telesne procese, zato da čim več teh različnih nivojev energije odklenejo oziroma se čim bolj osvobodijo. In tukaj recimo na delavnicah, pa tako jaz recimo te ljudi, ki pridejo, jih tako dan skupaj, jaz ne vedno vprašanje, kdo bo največji prispevek za koga in jih dam na tak način v pare in pol je tako ful zanimiv, ko ljudje pol recimo, ko jih dan skupaj ima neke podobne stvari, pa tega jaz ne vem, ampak jaz samo tako primerjam energijo, ta s tem, in pol se začnejo pogovarjati in kaj tako razlagati, in vidijo, zakaj sem jih pač dala skupaj. Tako da, to je še eno darilo, Se tudi, vprašanje, se dobi tudi priročnik za posamezne položaje pri telesnih procesih. Ja, pri vsakem telesnem procesu dobite vi pisni material, Zdaj pri enih telesnih procesih dobite celo priročnik, recimo pri energijskem faceliftu dobite cel priročnik, podoben temu kot za barse in tudi shemo, tako, za pozicije, kje se pač polagajo roke, Mislim, tako, eni telesni procesi imajo več tega gradiva, drugega imajo pa manj, ampak dejansko pri vsakem telesnem procesu dobite gradivo, tudi potrdilo, da ste bili na delavnici in pri določenih procesih je pa tako, da ni predpisanih položajev, oziroma ni nekih predpisanih lokacij, kjer moramo roke držati, ampak se zgolj sledi energiji, torej vprašamo telo, kam moramo položiti roke in potem sledimo temu. Potem tudi reiki deluje po principu polaganja rok preko čaker, da se harmonizira in s tem se sproži nek proces podobnosti, cena in trajanja te delavnice. Ja, zdaj pač reiki nekaj pač druga dela. Tukaj jaz sicer sem včasih pred 20 leti delala reiki, ampak tako zelo malo, tako da ne morem reči. Tu so druge energije. Dejansko vsak telesni proces naslavlja neko drugo energijo in daje telesu dostop do neke druge energije. Pa reikiju, jaz ne vem točno, pač, pravi Srečko, da se harmonizirajo čakre, in se s tem sproži nek proces, pač pri teh telesnih procesih pač ne govorimo o čakrah, oziroma včasih rečemo, da imaš pač roko, daš na solarni pleksus oziroma na kronsko čakro, to ampak ne vem, mislim, da to pač ni dobenih podobnosti tukaj. Cena in trajanje te delavnice. Ja, zdaj vsaka delavnica pač ima drugačno ceno. Recimo za energijski facelift smo zdaj dobili pač določeno ceno, ki pač je zdaj po novem letu 210 € za pač Slovenijo. Ta delavnica tudi celodnevna, morate vedeti, da eni telesni procesi so 3-urne delavnice, eni so recimo MTVSS, jaz naredim celodnevno delavnico, ker MTVSS je
dejansko na toliko različnih načinov se dela, ne, da jaz želim pač dati, pokazati čim več. In zato naredimo, ponovadi ta delavnica traja tako 7-8 ur. Tako da čisto odvisno od vsakega telesnega procesa so te, drugače, mislim, kot sem rekla, pri energijskem faceliftu je cena določena, pa pri barsih je tudi določena, tu si pač ne moramo nekaj izmišljati, ampak recimo pri ostalih telesnih procesih pa jaz pač vprašam samo delavnico, koliko želi imeti ceno in pač sledim temu, kar pač dobim informacijo. Okay? Miša sprašuje, so lahko telesni procesi tudi individualna terapija pri tebi? So tako lahko in jaz tako se vidite, da dodajam neke storitve skozi in se mi zdi, da že imam toliko veliko, pa skozi me pa tako nagovarja ena storitev in sicer, da v bistvu pač ne vem, tako se mi pojavlja eno ime, pogovori se z mojim telesom, v smislu, ne, glede na to, da pač imam jaz toliko teh telesnih procesov na voljo, ne, lahko dejansko naredim čisto, pač kot nekdo pride k meni, ga vprašam, kaj to telo potrebuje, kaj tvoje telo potrebuje, ne vprašam osebo, ampak telo, zato ker telo mi bo povedala, dala pravo informacijo, ne, in pač to naredim, to terapijo. To je nekje še, Miša, to je še nekje v procesu formiranja, zgleda si me zaznala, ampak drugače pa ja, lahko priješ, recimo, imam zdaj korekcijo vida, MTVSS, Energetic Facelift, kaj še delam, celični spomin, to imam že prav tako noter v ponudbi, lahko si tudi pogledaš na spletni strani, drugače pa tako, v bistvu, ker rada bi naredila tako bolj, kot bi rekla, da nisem zgolj pač te določeni telesni procesi, ampak res da vprašam telo, zato ker lahko telo rabi pač čist nekaj drugega. Okay? Pol Darja sprašuje, malo prehitevam, ali so v temeljih zajeti mimikrija, povečanje možganov, odhod iz odra leva, oziroma kdaj bodo ti procesi kot samostojna delavnica. Ja, torej temelji se bomo zdaj na prezentaciji naprej premaknili, ampak lahko to bomo pač več povedali še o temeljih. Torej odstranjevanje biomimetične in biomimitrične mimikrije je zajeta, povečanje te potenciranje 90% funkcije in zmožnosti možganov ni zajeto v temeljih. Odhod z odra levo je zajeto v temeljih, to je en proces, ki se pač naredi na tistih, ki umirajo, oziroma na živalih ali pa ljudeh, pa omogočimo pač, da ali odidejo ali pa da ostanejo tukaj, to je zajeto. Zdaj, mimikrije pa tega, to nimam predvideno, zdajle zaenkrat še nimam predvideno kot samostojno delavnico, niti ta odhod iz odra levo, tudi tega nimam, tako da zaenkrat še nimam v planu. Melasnih lanih je bilo veliko, tako da zdaj pač tako, v bistvu vprašam, kaj se želi skreirati in pol vidim, kaj se prikaže. Tako da, mogoče pa na temelje. Miša, hvala tebi za vprašanje. Vsem vam hvala za vprašanje, super vprašanje imate. Še več vprašanj, prosim. Ok, pa gremo naprej. No, pol osrednji seminarji Access Consciousness. Torej sem rekla, tukaj imate pol eno vrsto enih stvari, ki se jih lahko udeležite, če vas pač zanima, če vas, recimo, ne vem, jaz sem videla pri barsih že sama pri sebi tako spremembo, sem bila pa tako, ok, jaz vam zdaj govorim pač svojo izkušnjo, in takrat pri nas nihče še ni delal temeljev, in sem tako se spraševala, kakšno bo moje življenje roko 5 let, če izberem temelje, kakšno bo moje življenje roko 5 let, če ne izberem temeljev, in sem sam slišala glas v moji glavi, moraš iti, in mislim, razmišljala sem pa zato, ker so takrat temelji, pač takrat v tistem času, ko sem o tem razmišljala, so bili v Beogradu, jih je imela ena pač facilitatorka v Beogradu, in sem rekla, ok, in sem si kupila karto za vlak in sem sedla na vlak in šla v Beograd, in dejansko, se vidite, dejansko vse ostalo, pol zgodovina, dejansko tukaj pri temeljih začneš res spoznavati to čarobnost, te zmožnosti, ki jih imaš, ki mogoče zdaj sploh ne veste, da jih imate, tako da,
zdaj ne vem, kaj sem sploh mislila povedati, ampak ja, no, mislim, to sem mislila reči, ja, da jaz za sebe dejansko si sploh nisem niti mislila, da bom jaz pol, ne vem, da je facilitator, da bom zdaj smela s temelji in tako naprej, ampak dejansko jaz zdaj vidim to, kaj se dogaja z mojim življenjem, z mano, z ljudmi okrog mene, s tistimi, ki delam. In sam se sprašujem, kaj je še mogoče, zato ker so res, nikoli si nisem predstavljala, da je kaj tazga mogočno. Tako da je pa težko kakšne stvari tako res eksaktno opisati, zato ker morate to izkusiti. Ne? Zato včasih morate narediti kako izbiro, tudi če ni dobene logične zadnje neke opredelitve, pa vam ni tako jasen, zakaj bi pač šli, ampak če vas nekaj vleče, če vas nekaj pritegne, potem tukaj nekaj je za vas. Torej, kaj je še pol naprej? Torej, 4-dnevni seminar temelji, to facilitirajo certificirani facilitatorji Access Consciousnessa, ki so šli skozi zelo veliko seminarjev, zelo veliko teh raznih teleklicev z Garyjem Danom smo naredili in tako naprej. So dosti taki, kot bi temu rekla, kar zahtevni pogoji, no, tako in v časovnem smislu in cenovnem smislu, ampak če uporabljaš ta orodja, ki si jih dobil že na začetku, ki jih dobiš že na bar delavnici, dejansko lahko to vse skreiraš. Potem, recimo, ko upravite temelje, ne, če bi recimo jih izbrali, lahko greste na 3-dnevni seminar o telesih in tukaj dobite pa vse te telesne procese, o katerih sem prej govorila, o teh 60 plus telesnih procesov. Dobite cel priročnik, 3 dni ste na seminarju, na katerem se skozi delajo ti telesni procesi in to je tudi eden izmed, mislim, vsi ti seminarji so super, ne? Ampak recimo jaz, naprimer, ko s svojim prvem tem 3-dnevnem seminarju o telesih sem videla, se mi je pač denar, mislim, tako, moj odnos do denarja se mi je spremenil. Ne? Kdo bi si mislil, mislim, da mi bo to prinesel en seminar o telesih, a ne? Sem imela ful več miru tako v svojem vesolju glede denarja. Ne? Pa je 3-dnevna, mislim, tako, lahko se pa spet se prikaže za vsakega človeka drugačne, za vsakega se drugačna sprememba prikaže. Ne? Potem recimo 3-dnevna energijska sinteza bitja, to izvaja dr. Dan Heer in sicer vam ta energijska sinteza bitja omogoča, da postanete veliko bolj povezani sami s sabo in vsemi molekulami okrog vas, ker namreč vse v vesolju stremi k temu, da bi vam prispevali, ampak mi zaradi teh svojih pogledov, teh nekih, ne vem, izkušenj od preteklosti zavračamo ta prispevek, ne? Tako da to vam omogoča, da postanete začnete ful več prejemati. Pa recimo po temeljih, lahko greste na 3-dnevni seminar izbira možnosti, ki ga facilitira Gary Douglas, Dan Heer, pa zdaj sta še 2 nova facilitatorja, Simon Milasas pa Brandon Watt, ker Access Consciousness se dejansko toliko širi, da enostavno ta 2 ustanovitelja nista več zmogla in pač sta dodala še 2 nova, ki sta zdaj trenutno še tako se trenirata, tako da pač sofacilitirata z Garyjem pa Danom, ampak zdaj mislim, da že začenjata tudi letos s samostojnimi seminarji. Ta seminar, kot že sama ime pove, vam da tako pripelje do enega prostora, kjer vidite, da lahko izberete v svojem življenju pač karkoli. Zdaj, mogoče mislite, ne vem, da ste na kakršenkoli način omejeni, pa vidite, da dejansko ni omejitev. Pa 4-dnevni seminar, intenziv Simfonija možnosti, to je recimo, tukaj se naučite tistega, kar jaz tistih tretmajev, ki jih jaz izvajam, torej Simfonija možnosti, to je pač čisto res intenzivni trening, 4 dni se dela tako v parih oziroma v trojčkih in tako naprej, dejansko spoznaš svoje zmožnosti z energijami, z pač odklepanjem energijskih, tako v energijskem prostoru ali pa v telesu nekih omejitev, nekih blokad, pol naprej še nadgradnja te simfonije možnosti, 5-dnevni intenziv maestro, pa so 7-dnevni dogodki na Kostariki, no to pač je meni letos, oziroma lani mi je to končno ratalo, da sem to vsi uresničila, in je bilo res, ne vem, jaz tako pravim, tako se mi zdi, da sem končno sebe dobila nazaj. In pa če bi pa recimo koga zanimali, da bi bil pa facilitator, certificirani facilitator, to pomeni, da lahko vodi tudi pač ta 4-dnevni seminar temelji, pa ti treningi so pa 3-krat letno na različnih lokacijah po svetu in tudi v Evropi, v Rimu marca.
Ja, pol so pa še tukaj znotri, ne, pod tem dežnikom Access Consciousness še razne specialnosti in sicer, ki jih pač facilitirajo usposobljeni facilitatorji za te specialnosti, a ne. To je recimo pravi glas za vas, ki vam omogoča, da najdete končno tisti svoj glas v svojem življenju, v bistvu, da postanete res zvezda svojega življenja. Ne gre to za petje ali pa nastopanje, ampak dejansko, da začnete, da najdete tisti svoj izraz v življenju, ne, potem pravo bogastvo za vas, da najdete tisto, kar tudi v zvezi z denarjem deluje za vas, pa radost poslovanja, ne, če pogledate posel, dansko, vse to je ful nekaj resno, vse je tako zategnjeno, ne, veliko lažje, če z radostjo poslujemo, če radi delamo tisto, kar pač počnemo in tako naprej, ne. Spet nek drugačen pogled na poslovanje kot takšno. Potem pol je tukaj specialnost X-Men, to je za vse tiste ljudi, ki jih ta resničnost označuje z, kako bi temu rekla, raznimi nalepkami, kot so ADHD, torej Attention Deficit Disorder, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, pa imamo avtizem in tako naprej. In dejansko Access Consciousness opolnomoča te ljudi oziroma recimo njihove starše ali pa skrbnike, da lahko začnejo funkcionirati tukaj v tej resničnosti, pač da začne, oziroma da začne tukaj z večjo lahkoto funkcionirati, ne, oziroma tisti, ki so z njimi, da ne gledajo na njih, kot da je z njimi nekaj narobe, a ne. Access Consciousness recimo na avtiste gleda kot na višje razvito vrsto, ne, ker namreč avtisti vedno delajo samo tisto, kar radi delajo, ne, in ne bo druga, sploh jim ni mar za druge stvari, a ne. In običajno vemo, da ti avtisti so v tej stvari, ki jo delajo, so geniji, ne, pianisti, fotografi, slikari, ne, geniji v tej svoji stvari, ampak samo to dela, kar radi dela, ne, mi pa delamo ful stvari, ki jih pač ne radi delamo, pa težko življenje in tako naprej, ne, tudi mi bi mogli bolj na tak način delovati. In ta recimo pač ta X-Men specialnost opolnomoča vse te ljudi oziroma skrbnike, učitelje, da pač imajo več lahkotnosti in jih opremijo z orodji, s katerimi do tega pridejo. Pa imamo specialnost pogovarjate se z živalmi, to je ena meni tako zelo ljuba stvar, dejansko, ja, se lahko z živalcami pogovarjamo, pač na mislim, ne tako, ko bi rekla, z energijskim jezikom, a ne, tako da tukaj dobite orodja, na kak način to početi, pa je pravo telo za vas, ne, mi skušamo svoje telo skreirati po, ne vem, nekem modelu, ki nam ga prepisuje pač ta resničnost, ki pa mogoče ne deluje za nas, tako da dobimo orodja, s katerimi dejansko vidimo, kaj pa za nas pa naše telo deluje, a ne. Potem pravi odnos za vas spet. Kdo je rekel, da moramo imeti vsi enake odnose, da moramo na enak način delovati v odnosih in tako naprej, a ne, da spet lahko ustvarimo nekaj, kar deluje za nas, a ne. Potem je pa še ena specialnost, je pa bodi ti, ki že samo ime tudi pove, da nas opolnomoča o tem, da smo res mi, to, kar smo prišli pravzaprav sem biti, a ne, in ne pač, da se ne skušamo nekaj stlačiti v neke kalupe, neke modele, ki niso, kamor ne sodimo. In to morate vedeti, ko ste vi, dejansko, ko začnete potem posegati, je vedno lažje življenje. Bolj, ko smo mi, bolj lahkotnejše, lažje je, ne, in vedno vse se z večjo lahkoto kreira. Tako mogoče en tak tako, da imate malo pogledano, kaj potem dejansko še vse mogoče tukaj, a ne, pol pa mogoče še malo kako besedo še več o samih temeljih, da vidimo, če kako vprašanje. Aha, Branka se poslovila, adijo Branka, se vidimo v soboto, na svetovne dnevo barsov, to je bomba, to bo bomba. Tako da, če še kak bars praktik tukaj, lepo vabljeni, pa če še niste prijavljeni, evo, pa gremo še na ta seminar temelji. Kaj pravzaprav so ti temelji, ne? Dejansko gre tukaj za 4-dnevno globoko raziskovanje in spreminjanje področij, ki za vas ne delujejo in jih želite v svojem življenju spremeniti. Mislim, iz vsake delavnice, tudi če boste prišli na barse, če boste prišli na telesne procese ali na temelje,
boste dobili ravno toliko, kolikor boste pripravljeni spraševati, kolikor boste bili pripravljeni biti ranljivi, pa povedati, kaj se vam dogaja, kaj želite spremeniti. Ker facilitator na katerikoli delavnici vam lahko dejansko facilitira, oziroma to je tudi spet mogoče izraz, ki bi ga lahko mogoče malo bolj povedala. Mi tukaj nismo voditelji, vodje delavnic, ampak smo facilitatorji, kar pomeni, da omogočimo, da se nekaj skreira. Facilitacija pomeni posredovati pri nečem in posredujemo oziroma olajšamo spremembo. Ne? In če ste vi pripravljeni se odpreti, če ste pripravljeni biti ranljivi in povedati, kaj pravzaprav se dogaja v vašem življenju, kaj za vas ne funkcionira, vam lahko facilitator ponudi nek nov pogled, vam z nekim verbalnim procesom omogoči, da opustite neko stvar, ki kreira to, kar pravzaprav skušate spremeniti. Tako da to je recimo v teh 4 dnevih se res gre lahko vse pogledati. Ne? In ta 4-dnevni seminar temelji vam ponudi orodja, s katerimi lahko spremenite karkoli in vse v svojem življenju. Res, tukaj dobite, samo da pogledam, če imam kje tule po roki, tale priročnik. Samo to bom šla poiskati. Evo, tukaj dobite takle priročnik, to je 163 strani, ali samo, ja, 164 strani in noter imate res orodja, stotine orodij, s katerimi lahko spremenite, res ni stvari, ki je ne bi mogli spremeniti, no, s temi orodji, če to uporabljate. Že na sami Bars delavnici dobite toliko orodij, poleg Barsov, da lahko, že sam s tistimi orodji lahko si spremenite vse, ampak pa ljudje pač ne uporabljajo, ne? Bi pa mogoče fajn poudariti tukaj, da je treba uporabljati to orodjo, ne? Doben vam ne bo tako, mislim, s čarobno palčko takole zamahno, pa se bo kar vse spremenil. Je treba pač, žal še ni tako, ne? Kaj bi bilo potrebno, da tudi to, da se naredi, ne? Ampak zaenkrat treba še uporabljati ta orodja, ne? Torej dobite ta priročnik in gremo čez ta priročnik, čez cel priročnik predelamo in samo, da grem nazaj na tole prezentacijo in dejansko, kaj vam ta seminar temelji, vam omogoči, da odstranite to osnovo omejitev, iz katere zdaj mislite, da morate delovati. Mogoče mislite, ja, to mora biti tako. In to so stvari, za katere niti se ne zavedamo, da iz njih delujemo. Ne? Ampak, ko začnemo, ko gremo skozi ta priročnik, začnemo naslavljati neke stvari, ki jih imajo udeleženci, prek tega začnemo ta orodja spoznavati, začnemo čistiti te stvari, omejitve, iz katerih zdaj delujete in dobite dejansko orodja, s katerimi začnete ustvarjati platformo, s katere začnete ustvarjati popolnoma drugače, oziroma živeti drugače in ustvarjati popolnoma drugače, ustvarjati svoje življenje. In dejansko je tukaj med temi, mislim, ti 4 dnevi, to morate vedeti, da je to od zjutraj do pač cel dan. Ne, vmes gremo pač vsak dan na kosilo, drugače je to tako intenzivna zadeva, da ljudje poročajo po življenju pred temelji in po temeljih, ker dobijo toliko se jim spremeni življenje, toliko imajo drugačno kvaliteto življenja, da enostavno taka sprememba se v 4 dnevih naredi. Ne? In kot sem že prej omenila, začnete odkrivati darilo, čarobno sebe, kar mogoče zdaj ne vidite, ampak vsak od vas je darilo, vsak od vas je že zdaj prispevek, mislim tako, s tem, kar ste prispevate v svetu. Ne? Ampak to začnete dejansko pa prepoznavati. Tudi to, kako vi recimo s tem, ko spreminjate sebe, spreminjate svet, in čarobno sebe, kakšne vse zmožnosti imate, kakšne super moči, kakšne talente, za katere vam nikoli nihče ni povedal. Mogoče zdaj za tiste stvari, recimo za ene stvari mislite, da je nekaj narobe z vami, dejansko to lahko vaša nek talent, neka zmožnost, neka močnost, jaz temu rečem, ne?
Naučite se tudi številnih aksesovih telesnih procesov, ki sem jih prej omenila, in sicer jih je, mislim, da jih je 6, torej prej sem že omenila odstranjevanje in izkoreninjenje biomimitričnega posnemanja, potem MTVSS, celični spomin, odhod z odra levo, pa še demolekularna manifestacija, pa molekularna demanifestacija, pa še Timosovo vajo oziroma vajo za priželjce se naučite tako. In tudi med temi 4 dnevi, poleg te facilitacije, tega raziskovanja, gledanja drugačnih perspektiv, ki jih dobite na določene stvari, na te stvari, ki se vam zdaj dogajajo, na celo svoje življenje, se izvaja tudi barsi, zato je pogoj za udeležbo teh temeljev, je pač upravljena Access Bars delavnica, in pa delajo se ti telesni procesi. Med samimi temelji se potem tudi posluša energijska sinteza skupnosti, ki jo pač je naredil ta dr. Dan Hira, in to spet udeleženci poročajo, kako jim tako spet ful neke lahkotnosti prinese sama ta, mislim, tako se leži se pač na teh masažnih mizah in se posluša to, eni si delajo barse, vmes drugi telesne procese in tako naprej. Tako da je tako, v bistvu je fajn je, fajn se imamo, jaz vedno tako rečem, vedno sem tako vprašanje, kako se lahko imamo fajn, zato ker tudi veliko se smejimo, zabavamo, hecamo, ker prek smeha se ful lažje stvari opuščajo, kakor preko travme in drame in tako da. Ja, naslednji temelji prihaja 13. in 16. januarja, to je že drug teden. Tako da, samo malo da pogledam, če kako vprašanje. Ja, Darja, jaz imam tak način, da temelje posnamem, tako da dobite posnetke od celotnih temeljev. In to spet pravijo deleženci, da to jim toliko pomeni, da toliko preposlušajo te posnetke, zato ker je tako, ker vsakič, ko ti ta posnetek poslušaš, dejansko slišiš nekaj drugega. Vsakič, ko nekaj odstranimo, nekaj počistimo, se ti spremeniš in ko ponovno poslušaš ta posnetek, spet slišiš nekaj drugega, pa dojameš na nekem novem nivoju, in zato meni se tako zdi, da je to super, in jaz to vedno mislim, vsake temelje posnamem, tako da udeleženci dobijo tudi posnetke, poleg pač priročnika, pa vse te facilitacije in vsega tega. Pa spremembe, pa novega življenja. Tako, še mogoče kako vprašanje? Evo, sam bom jaz zdajle. Da vidimo. Še kako vprašanje? Terezija Cvetka. To ne vem, zakaj. Cena temelja pa zdaj s 1.1.2018 je 1100 evrov. Možno je tudi tako plačilo na 2 obroka, če se pač prej dogovorimo, lahko plačate pač na TRR ali pa z gotovino na samem tem seminarju, tudi za ostale delavnice velja tako. Morate pa vedeti to, da recimo, če se zmenite za neko obročno odplačevanje, da pač ne morate iti pa na tiste nadaljne seminarje, dokler pač ni poravnana ta prvi seminar, za katerega ste se dogovorili za obročno odplačevanje. Drugače se pa da pač dogovoriti. Da vidim, jaz kako zdaj tole samo, da pridem jaz nazaj. Darja pravi, hvala, bo tudi današnja predstavitev posneta. Ja, se snema. Sem še zdaj preverila za vsak slučaj, ko včasih sem tako, mogoče, da sem malo tako zmedena, ampak še vedno sem dala, vse sem posnela. Tako da, boste dobili tudi posnetek. Tako da, če še kako vprašanje, da vidim, koliko je ura, se smo kar urca v pol, tudi meni se že naprej mudi, bom zdaj še tukaj kako minutko, če še želite kaj vprašati, samo vam bom kar vklopila mikrofončke.
se lahko tudi tako vklopite noter, pa poveste, kaj vprašate. Evo, sem vam že. Evo, en ful tipka. Posnetek dobimo na mail ali bo na spletni strani. Bom poslala na mail, bom pa jaz tudi na YouTubeu, pa tako običajno dam link do YouTubea, pa bo na YouTubeu objavljen, pa bom poslala tudi na mail, tako da boste lahko kliknili na povezavo in si še enkrat vse preposlušali, gledali. Okay? Ali lahko kakšno besedo poveš o 10 ključih? Zdaj pa tako, lahko povem, ne, da na temeljih dobite pač teh 10 ključev do popolne svobode. To je 10 orodij, ne, o katerih govorimo. Eno je, da si vedno v vprašanju, da ne iščeš odgovorov, ne, potem živeti v 10-sekundnih intervalih, brez izključevanja, brez tekmovalnosti, brez kakršnih koli drog. Kaj še? V bistvu še potem dopuščanje, ne, da smo skozi v dopuščanju. Dejansko gremo oziroma to brez oblike, brez strukture, brez pomembnosti in tako naprej. Ne. In dejansko, če teh 10 ključev začnete uporabljati v svojem življenju, nikoli v življenju ne boste imeli več nobenega problema. Ne. Ampak še enkrat poudarjam, da jih je pač treba uporabljati. Drugače pa, Darja, ko glih sprašuješ, trenutno prevajamo v slovenščino knjigo 10 ključev do popolne svobode. Tako da verjetno bo letos ta knjiga išla tudi v slovenščini. Juhu! Terezija Cvetka, hvala vam, da ste se udeležili. Vsem vam hvala. Seveda, če imate še kakršnakoli vprašanja, me seveda lahko tudi po mailu ali pa me pokličite, pa me vprašite, tako z veseljem res odgovorim na karkoli, ker moja želja je tako, da bi čim več ljudi spoznali ta čudovita orodja in imeli lahkotnejše pa kvalitetnejše življenje. Ne? To. Kakšna je razlika, če uporabljaš čiščenje naboja spodem pok, a traja dlje kot odpuščanje z barsi? Hvala. V bistvu je čisto od vas odvisen, koliko hitro ste vi pripravljeni kakšne stvari spustiti. Ne? Barsi tako, v bistvu pustijo ene stvari, če pa verbalno čistimo, pa govorimo zraven čistino izjavo access consciousness, torej right and wrong, good and bad, pot and pok, online shorts, boys, semionci oziroma krajše pod and pok. Je pa tudi tam, v tem primeru, recimo, čisto od vas odvisen, a ste vi res pripravljeni tisto pustiti. Ker veliko ljudi pa reče, ko naprimer zastavimo neko vprašanje, v smislu, da si pripravljena to spremeniti, oziroma razgraditi, uničiti. Rečejo ja, ampak v resnici nekje še tega niso pripravljeni spremeniti, da pač se tudi ne spremeni. Tako da je čisto od vas odvisen. Pri barsi gre vedno tisto, kar ste pripravljeni opustiti. Sam da vidim, kdo tak divje tipka. Ja, torej, pri barsih sem rekla, da opustimo, pač nič tukaj nam ni treba res nič študirati, ne. S temi verbalnimi procesi, ki sem jih pa pač prej omenila, gremo pa lahko bolj specifično pogledati. Recimo, če vi rečete, ne vem, tu imam težavo, to bi rada spremenila, pa potem zastavljamo določena te vprašanja, s katerimi in potem spodem pa pač to počistimo, tisto, kar ste pripravljeni opustiti. Darja, si mislim, da je v priročniku več kot 100 clearingov. Mislim, zdaj jaz štela jih nisem, ampak je več kot 100 orodij pa zagotovo in tudi na temeljih se delajo ti čistilni izreki oziroma ti clearingi, oziroma čistilni procesi. Čisto odvisno od udeležencev, čisto odvisen, kakšne stvari imajo, kakšna vprašanja, vedno se kreira na podlagi energije in vprašanj udeležencev. Pač ta priročnik, to je pač osnova, to pač predelamo, vse ostalo se pa kreira pač na podlagi tega, kar udeleženci prinesejo sabo. Tako da dejansko, mislim res, tako sem prej rekla, kakor ste se vi pripravljeni odpreti, kakor ste pripravljeni biti ranljivi, to pač dobite. Tako da, včasih eni ljudje pač pridejo na kako delavnico skrat tiha, ampak facilitator vas tam ne more pol
facilitirati, če pač ne ve, kaj je vaše vprašanje, kaj bi radi vi spremenila. Ne? Tako da sprašujte. Ne? In ful hvala vam za vsa vaša današnja vprašanja. Super so, res še več tega, prosim, še več takega sodelovanja, take interakcije. Kaj bi bilo potrebno, da se še večkrat takole dobimo. Ne? Hvala vam še enkrat, pa res, ja, tako sem rekla, lahko me tudi pokličete, mi pišete, če imate kakšna konkretna vprašanja čisto za sebe, pa vam z veseljem odgovorim. Ja, enako in lepo se imejte tudi vi, pa en lahkoten zlet v novo leto vam želim. Hvala. Hvala, adio, pa.